Korporativna varnost je osnovni proces, ki na eni strani identificira varnostna tveganja, na drugi strani pa skozi ustrezne procese pomaga ta tveganja obvladovati na ustrezen nivo, ki podjetju pomaga, da lahko neprekinjeno deluje in v svojem osnovnem procesu tudi izvaja tiste osnovne funkcije, za kar praktično to podjetje ali organizacija tudi posluje. Korporativna varnost je povezana neposredno povezana z korporativnim strateškim upravljanjem na eni strani, na drugi strani pa z korporativno družbeno odgovornostjo, kajti samo družbeno odgovorno podjetje, ki skrbi za varnost, lahko v določenih lokalnih, nacionalnih okoljih tudi ustrezno in pa učinkovito ter predvsem dobičkonosno tudi posluje. Se naši predsedniki uprav oziroma odgovorni v podjetjih zavedajo tematike ekonomskih špijunaž, kibernetskih napadov, prevzemajo odgovornosti? Strateška vodstva korporacij, podjetij v Sloveniji se vse premalo zavedajo dejstva, da je Slovenija zelo tesno vpeta v mednarodno dinamično varnostno okolje in da tveganja, ki so bila včeraj nekje daleč, danes praktično se nekako pojavljajo na našem pragu. In če to konkretno pogledamo v zaščiti ključnih patentov, informacij, ključnega osebja, lahko vidimo, da so vložki, ki jih slovenska podjetja vlagajo v razvoj svoje znanosti, blagovnih znamk, lahko hitro izničena, predvsem stališča, da se strateško vodstvo premalo zaveda pomena korporativne varnosti in pa na splošno obvladovanja tveganj, ki so povezana s tem perečim problemom odtekanja ključnih informacij, industrijsko špijunažo, business intelligence in ostalimi procesi. Pravzaprav je ta program eden izmed prvih, bi lahko celo rekli, v Evropi ali pa na svetu zasnovan na tak način. Je pa kar nekaj programov, ki se samohvalno promovirajo, da vzgajajo kader, ki pa potem na koncu nima niti delovnih mest, niti nobenih potencialnih zaposlitev. Če pogledamo stanje v Republiki Sloveniji, lahko z gotovostjo rečemo, da je to program, ki na tržišče izobraževalnih institucij prinaša popolnoma nek nov pristop do vsebin, ki so povezane z obvladovanjem tveganj. Vsebine, ki jih nekako lahko študentje dosežejo na različnih fakultetah v Republiki Sloveniji, so zelo ozko usmerjene na varnostno področje nacionalno-varnostnih organov, kot so policija, vojska in obveščevalno-varnostne službe. Mi pa danes tukaj govorimo o profilu, ki praktično je edini še zaposljiv z področja varnosti in obvladovanja tveganj. Na tem mestu pa se je potrebno zavedati, da je samo učinkovit korporativno-varnostni menedžer, ki na eni strani obvlada varnostne procese in obvladovanje tveganj, na drugi strani pa razume poslovne procese in pa za tiste procese, ki so ključni za delovanje podjetja, samo tak korporativno-varnostni menedžer je učinkovit v tem organizacijskem okolju in lahko učinkovito izvaja svoje poslanstvo, to je, da vsa tveganja, ki prihajajo pred podjetje, tudi ustrezno obvladuje na nekem še dovoljenem nivoju tveganja. Dočim ostale fakultete, kot sem že v uvodu omenil, so zelo specializirane in znanja diplomantov z teh področji so zelo težko aplikativna na področju poslovnih, organizacijskih in drugih okolij. Ali sploh obstaja karkoli, kar hitreje uniči obstoječe podjetje kot pomanjkanje varnosti? Glede na to, da je varnost ena izmed temeljnih dobrin, tako na osebni ravni, je to popolnoma isto tudi na organizacijski ravni in v bistvu odsotnost zavedanja o pomenu varnosti je ne samo na dolgi rok, ampak na kratki rok lahko ključen segment, zakaj podjetje propade in ne nazadnje, ko bo ta proces tranzicije nekako proti koncu,
bodo lastniki tako kapitala in pa organizacij zelo aktivno iskali odgovorne upravljalce tega premoženja in organizacij kot takih, in seveda, če bojo te upravljalci pokazali odsotnost dojemanja in zavedanja teh varnostnih in drugih tveganj, potem verjamem, da bo marsikatera odškodninska tožba povezana tudi s tem področjem. Najlepša hvala.